dan, ampak danes je res en tak dober dan, mar ne? Ja, res je en tak dober dan. Ko začne počasi dišati po pomladi, ko ptički se ženijo, ko začnejo rožice cveteti, danes se to malo manj sluti po vremenu, ampak vsi čutimo, o čem govorimo. Ja, takrat se zdi, da smo ljudje nekako bolj prijazni, bolj odprti, bolj nasmejani, bolj pripravljeni slišati kaj lepega in tudi kaj lepega povedati. Ja, in lepe stvari lahko povemo z besedami, s kakšnim pozornim darilom, s kakšno lepo gesto, pa tudi tudi s knjigami, med knjižnimi novostmi. Se danes družimo ob dveh knjigah, ki sta prisrčni, nagovorljivi, cvetoči kot šopek rož, s to razliko, da cvetita vsekakor dlje od kakršnegakoli cvetja. Lepo pozdravljam avtorico knjige Naj bo sreča zaljubljena vate, doktorico Brigito Prše in prevajalko dr. Tjašo Mohar. Pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v Mohorjevi družbi. Začeli bomo z naslovom knjige, ki obdarovanki, recimo Bobu Bob, knjiga je vsekakor namenjena ženski duši, brez izjeme nariše nasmeh na obraz. Ljudje, ki nas dvignejo, iz nas izveljajo najboljše, nam dajo občutek varnosti in svetlobe, so nadvse dragoceni v našem življenju. In vse prej kot samoumevni, sploh pa ne zelo pogosti. Ameriška avtorica Melanie Shankle je napisala Poklon ženskemu prijateljstvu. Tako si krasna. Je hvalnica prijateljstvu, ki te sprejema takšno, kot si, skozi leta, desetletja življenja. In knjigo je izvrstno prevedla doktorica Tjaša Mohar, ki je danes z nami. Čeprav kdo misli drugače, je prevajanje vse prej kot golo obrtniško delo. Veliko ustvarjalnosti in navdiha potrebuje in se vas gotovo tudi v kakšnem delu dotakne. O čem ste pravzaprav razmišljali, katera prijateljstva obujali ob prigodah obeh protagonistk? Hvala za besedo. Res sem tudi sama razmišljala o tem, kakšna prijateljica sem jaz, katere prijateljice so zaznamovale moje življenje. Seveda najprej sem se spomnila teh, ki so še zdaj, moje bližnje prijateljice, ki so v bistvu iz časa študija. Potem pa sem šla kar nazaj retrospektivno do samih začetkov, ko smo bili še otroci, pa so bili prijateljstva, da si se lahko skupaj igral in nič kaj več. Danes pa seveda prijateljice so tiste, ki jim lahko zaupaš, ki pokličeš, ko ti je težko, ki te ne sodijo, ki te ne kritizirajo, ampak preprosto so na tvoji strani. Včasih preprosto samo, da jim poveš in rečejo, da te razumejo. In ravno o takem prijateljstvu govori tudi ta knjiga. Melanie Shankle tudi naredi en prehod skozi svoje življenje, od zgodnjih prijateljic pa vse do tistih, ki jih je ohranila v življenju, ki ji veliko pomenijo. In moram reči, da je kar bogata v tem smislu, da ima veliko zelo dobrih prijateljic. Ampak tudi, če imaš samo enega, si bogat, tako kot sama pravi avtorica. Zanimivo bi bilo slišati tudi, kaj je v tej knjigi takega, da se je v izvirniku zavihtela tako visoko na bralne lestvice. Kaj je tista posebna začimba, ki popestri pisanje te avtorice? Kaj menite? Melanie Shankle je v bistvu na lestvici najbolj prodajanih avtoric oziroma avtorjev New York Timesa, kar je zelo častitljiv dosežek v Ameriki, kjer je ogromno ljudi in ogromno avtorjev. Jaz mislim, da ravno s to svojo neposrednostjo, preprostostjo, odkritostjo, odprtostjo, ker spregovori res o vseh svojih težavah zelo na odkrit način, nič ne skriva in tudi že v samem uvodu pove, da je zelo žalostno, ko vidi, da smo prijateljstvo zamenjali za recimo všečkanje na Facebooku, za SMS sporočila in v bistvu vse ta nadomestki pravega prijateljstva, to jo zelo žalosti in bom rekla, reče Bobu Bob in reče, to ni prijateljstvo,
Prijateljstvo je, da ko si v težavah, pride k tebi nekdo, ki te ima rad, te potolaži, ti prinese, ne vem, piškote, robčke in je samo ostalo, recimo, ne. Prav s to neposrednostjo, mislim, da odkritostjo, pač, in zato, ker je res poznavalka ženske duše, ker ve, kako ženske razmišljamo, čutimo in pravi, da tudi marsikatera zagato je rešila s prijateljico, da mož ni preveč trpel. Lahko konkretno pač, izdate kakšen ja, primer? ona ima eno prijateljico že iz časa študija, s katero res preživljata ogromno časa skupaj, tudi ko sta postali mami, sta recimo si delili nasvete, si pomagali in večkrat prespijo otroci pač od ene pri drugi, ne, tako da imajo pač neke vrste pač sleep over, po angleško. In takrat so možje prosti in so zelo hvaležni za te pač priložnosti, ko se razbremenijo družinskih obveznosti. Hvala lepa. Kaj pa avtoričin slog, kako bi ga opisali, s čim ste se vse spopadali, na kaj je bila potrebno dajati posebno pozornost, sploh kot prevajalka? Ja, ravno ker je tako neposredna in preprosta vsakdanja, ne, tudi jezik je tak zelo, rekla, vsakdanji pogovorni ameriški, je bil kar velik izziv zame, ker jaz navadno berem bolj literarno ameriško angleščino, pač ne poznam toliko iz filmov teh izrazov, pa tega, da sem si mislila, da bi pač moji študenti tole boljše naredili včasih ali bolj razumeli. In je bil kar izziv, je bilo treba veliko iskati pač teh slengovskih izrazov, tudi pač pogovornih dialekt, ne, izrazov. Pa tudi ogromno nekih, torej navaja neke filme in glasbo, ki so bile njej blizu, oziroma ji je blizu. Torej naslovi filmov, naslovi glasbe, ki se je pač spomnila neke pesmi, ko je se nekaj zgodilo. In to je bil izziv, ker mogoče naši bralci ne poznajo teh filmov ali pa niso tako popularni, kot so mogoče v Ameriki, ne poznajo ravno vsi. In potem smo se odločili, ne, tudi z uredništvom, da bomo kar dodali neke opombe, da bo mogoče lažje za bralca tudi slediti temu, ne, ker piše zelo sproščeno, ima zelo gostobesedno in zelo lepo teče njen jezik pač v angleščini. In je bilo treba to tudi v slovenščini nekako poskusiti preleviti slovenščino, pa hkrati te neke aluzije na ameriško kulturo vseeno malo pojasniti, tam, kjer so bile mogoče vseeno malo premalo znane. Tako da. Če bi primerjali današnje mlade, se pravi recimo študente, katerim vi predavate, pa mogoče v Ameriki, koliko bi lahko recimo povezavo izpostavili? So podobno mišlečega, podobno berejo, jim je ta slog blizu ali je velika razlika vendarle? Jaz mislim, da bi njim bilo kar blizu, mislim, jezik pa te reference, mogoče ne vse reference, ker avtorica vseeno, mislim, da gre proti 50, oziroma je že čez 50, tako da to vseeno je neki generacijski mogoče prepad vmes. Gotovo pa poznajo naši mladi, ker ogromno gledajo pač ameriških filmov in YouTubea in pač TikToka in vse, kar še obstaja, ne, da mi je to zelo blizu, mogoče bolj kot nam malo starejšim, ki nismo s tem nekako odraščali. Kako zelo pa sta odštekani ali običajni sta Melanie in Gali? Jaz bi rekla, da sta kar precej odštekani, no, da mogoče ena sama, če bi bila, si ne bi dobila toliko zanimivih stvari, kot si potem obe skupaj, ker sta pač skupaj še iz nekih mladih let in sta ohranili to iskrivost, igrivost in tudi kakšno špičita skupaj. Čeprav se tudi skozi težke trenutke prebijata, zdaj ne vem, ali je to na mestu, da kaj omenim? Ja, recimo Melanie je pač izgubila otroka, ki je bila še noseča in je potem se izkazalo, da
je neka huda bolezen, v bistvu to, ki morda celo nikoli ne bo rodila, ne, je bila to za njo velik udarek, ta druga, torej Mel, pa je že imela otroka in potem je mogla dati na tehtnico, ali bom zdaj zagrenjena in bom še to prijateljstvo uničila, ali bom pa v bistvu imela rada otroka prijateljice, pa skozi to mogoče materinstvo doživljala, ampak potem k sreči, ne, se je pač posrečila, da tudi sama postala mati, za kar je bila pač toliko bolj vesela. Potem tudi recimo Gali in Mel sta res najboljši prijateljici, so pa še druge prijateljice, ki pač se družijo že od študentskih let in ena izmed njimi recimo je zbolela za rakom, večkrat se je borila z rakom in potem tudi umrla, recimo tudi take preizkušnje so prišle pač vmes in sta pač Melanie in Gali sta jih skupaj lažje nekako preboleli oziroma to izgubo in se s tem spopadli, kot če bi bila ena sama, ne. Tako da se v vsakem trenutku pokličeta, nekje piše v knjigi, da karkoli se pomembnega zgodi, je da druga prva, ki izve, ne. Tako da to je res zelo močno povezanost med njima. Malce ste že odgovorili, ampak je za ohranjanje prijateljstva iz otroških let nujno ohranjati otroka v sebi ali obratno s tem prijateljstvom mladost v sebi? Jaz mislim, da če ohraniš prijatelja iz mladostnih let, gotovo ohraniš še nekaj otroka, ne. Saj bi morali ves čas ohraniti otroka v sebi, ampak nam ne uspeva vedno in če imamo ob sebi nekoga, ki nas spomni na vse neumnosti, ki smo jih počeli, ko smo bili mladi, je potem lažje ostati malo bolj igriv in iskriv, tudi ko si starejši. Še eno vprašanje, zakaj, mogoče malo bolj splošno, zakaj vsaka ženska pravzaprav potrebuje prijateljico, ki jo lahko kadarkoli pokliče, ko in ji potarna zaradi še tako banalne težave, točno tako prijateljico, kot je bila Gali? Ženske pač rade govorimo o svojih problemih in s tem, ko jih povemo, jih že skoraj rešimo, ne. Mi želimo poslušalko, ne, če pa poveš problem, ne vem, možu, on začne takoj reševati, ne, in včasih seveda nima pojma, kako se tega lotiti. Medtem ko prijateljica točno ve, glej, zdaj rabi pogovor, jo poslušam, jo razumem in to je že dovolj, ne, in potem poveš ona svoje izkušnje, mi se skozi pogovor nekako zdravimo, ne. Medtem ko moškim se mi zdi težko, ko izvejo za problem, pa bi radi pomagali, pa mislijo, da morajo rešiti, pa včasih ni rešitev, pač niti ni potrebno reševati, ampak je treba samo se izpovedati. To je zelo dragoceno, ne. Če imaš vsaj eno tako osebo, ki lahko poveš. Mogoče je to sestra, mogoče je to kakšna druga sorodnica, ni nujno, da je ravno prijateljica, ampak ženski se mi zdi, da so to drugačni pogovori, kot pa med moškimi ali pa ne vem, se pravi, mislim, ne vem, nisem nikoli bila toliko deležena pregovori moški, ampak mislim, da vseeno ženske več govorimo o svojih težavah. Torej, vsekakor priporočate knjigo dobrim prijateljici? Vsekakor, mislim, da že naslov, ne, Tako si krasna, bo prijateljico, ki vam je blizu, gotovo navdušil, če boste podarili knjigo. Pa tako kot pravita, torej ti dve prijateljici, Melanie in Gali, drugi, ko sta najbolj na tleh, ko je ena izmed njiju najbolj na tleh, ko se zdi, da je vse črno in druga reče, veš kaj, tako si krasna, ne. Sicer v angleščini to zveni malo drugače, nobody is cuter than you, kar je bilo kar torek za prevesti, ker ni šlo pač kar dobesedno, smo iskali nekaj časa varianto, ampak ja, ko rečeš nekomu, veš kaj, krasna si, kljub temu, da imaš probleme, kljub temu, da obupno izgledaš danes, kljub temu, da ti nič ne gre, da ti nekdo, ki te ima rad, ki te dobro pozna, to pove, to je, kar se mi zdi tako balzam za dušo. In sporočilo predano. Doktorica Tjaša Mohar, najlepša hvala za zdaj. Saška, a ti imaš kakšno takšno prijateljico? Misliš tako, ko ti zaključi stavek in ti prepusti oder, ko ga potrebuješ? Ja, lahko bi se spomnila vsaj ene. Darila so, ali pa bi vsaj morala biti vedno izraz iskrene naklonjenosti, hvaležnosti in ljubezni. In knjige so še vedno med najlepšimi in najprimernejšimi darili.
No in kadar v naslovu nosijo tako lepo sporočilo, tako lepo željo, človek s tako knjigo, s takim darilom res ne more zgrešiti. Naj bo sreča zaljubljena vate. Doktorica Brigitta Perše, kaj vas je nagovorilo, da ste začeli zbirati take navdihujoče misli, spoznanje velikih ljudi? Se je vaše življenje kaj spremenilo, ko ste načrtno začeli postajati pozorni na vse to, kar nam lepša življenje? Tale knjiga ni sad nekega načrta, plana, ampak je nastala čisto iz mojega osebnega iskanja, notranjega miru, zadovoljstva, svetlobe v vsakdanjih trenutkih. Pred 10 leti nekako sem začela bolj zavestno zbirati, brati duhovne, psihološke spise, zgodbe, anekdote, in potem sem jih zapisovala v tak kontekst, dajala, da premaknejo srce. Če se je moje življenje kaj spremenilo, lahko rečem ja. Že v tistem trenutku, ko sem pisala, zbirala je moje srce, gorelo, umirila sem se, in stvari, ki so me prej vrgle iz tira, me sedaj ven vržejo. Spoznala sem, da pravzaprav, da tisto, kar me prizadene, niso ljudje ali dogodki, ampak predvsem moje misli o njih. Tako da je življenje lepše, ja, ko to spoznaš. Pri knjigah za samopomoč so nekako ugotovili, da eno je branje, drugo pa to, da človek res nekaj naredi in da se nekaj spremeni. Kaj je v bistvu tisto, kar človeka premakne? Kakšna misel se je vas dotaknila, da je naredila to spremembo, da ločimo nekako med zunanjimi viharji in notranjim mirom in da najdemo ta most med tem? Ja, samo vedenje še ni dovolj. Da se nekaj premakne, je torej potrebno spoznanje. Poleg vedenja je torej potrebna tudi osebna izkušnja, neko izkustvo, ko globlje dojamemo resnico. In kaj se me je dotaknilo? V bistvu vse, kar sem zapisala, se me je dotaknilo, vse. Drugače ne bi zbrala notri v knjigi, tako lahko pač. Zdaj je kaj konkreten problem. Verjetno se to izkaže tudi v odnosi z ljudmi, ne? Ker pač človek nekaj se dotakne in ko se spremeni, se tudi odnosi malo spremenijo. So to začutili ljudje okrog vas? Jaz mislim, da. Ampak predvsem lahko jaz zase povem, da jaz sem. In potem, če se jaz spremenim, se pol tudi drugi malo spremenijo. Začnete knjigo z pomisleki, kaj so tista obžalovanja, ki jih imajo ljudje, ko se poslavljajo, ko vedo, da se jim življenje izteka in takrat se ozrejo nazaj in so določene stvari, ko si mislijo, če bi zdaj vedel, če bi imel to znanje, to vedenje, bi drugače živel. Strah pred smrtjo je nekaj, kar globoko v sebi vsi nosimo v sebi, tudi v tem zanikanju, da ne bomo mi pač, to se nas ne tiče, ker mi seveda nikoli ne bomo umrli. Kako bi lahko to spremenili v motivacijo za boljše življenje? V bistvu, ko smo mladi, ponavadi ne razmišljamo o smrti, ampak ko pridemo v stik z njo, takrat začutimo neki strah. Še posebej, če imamo občutek, da življenja sploh nismo živeli, ker pa je najtežje izpustiti neizživeto življenje. Ko imamo občutek, da imamo veliko neizživetih sanj, takrat je najtežje zapustiti tako življenje. In Martin Luther King je rekel,
najhujša tragedija ni umreti mlad, pač pa živeti do 75. leta, pa nikoli zares zaživeti. In zato so me res presunile ta obžalovanja, ki jih je zbrala medicinska sestra v Avstraliji, ki dela z umrlimi, umirajočimi, je ugotovila, da je 5 obžalovanj ponavadi najpogosteje. In med temi je tudi to, da niso ostali v stiku s svojimi prijatelji. Rekli ste neizpolnjeno življenje, neizpolnjene sanje. Tudi ta zgodba, ko na smrtni postelji pridejo sanje k človeku se posloviti in je on ganjen, ker so ga prišli pogledati, ampak mu pridejo povedati, da niso ga prišli pogledati, se z njega posloviti, ga počastiti, ampak z njim umreti. To je eno tako kar pretresljiv zapis v tej knjigi. Zakaj po vašem ljudje tako pogosto odlašamo s tem, kar bi bilo treba narediti danes? Jutri bomo začeli izpolnjevati svoje sanje. Zakaj je tako? Po moje so razlogi različni, ampak za vsemi je verjetno nek strah. Strah, kaj pa če mi ne bo uspelo, strah pred neznanim. In ameriški predsednik, ne Donald Trump, ampak tisti, ki je bil bistveno bolj priljubljen, Roosevelt, ki je kar 4 mandate bil predsednik Združenih držav Amerike, kljub temu, da je pri 39 letih ohromel zaradi otroške paralize, je rekel, v življenju se nam ni treba ničesar bati, razen strahu. In prepogosto je tako, da ostajamo v coni udobja, tam ni tveganja, ampak kjer ni tveganja, tudi rasti ni. Tako kot tista zgodba, ko je kralj dobil 2 sokola v dar, mlada sokola, in je dal dreserju, da izdresira, ampak čez nekaj mesecev je prišel k kralju dreser in je povedal, da je prvi sokol že od prvega dne zavzel nebo, medtem ko drugi sokol se ni premaknil z mesta od prvega dne. In potem je kralj vse dreserje pozval in ljubitelje ptic, ampak nobenemu ni uspelo premakniti tega sokola iz veje. Potem se je pa zgodilo, da je šel mimo te dežele kmet. In kralj mu je dovolil, da tudi on poskusi. In je bil ves presenečen, ko čez par trenutkov opazil na nebu 2 sokola. In potem je vprašal kmeta, kako ti je to uspelo? Nič lažjega, vaše visočanstvo. Samo vejo, na kateri je sedel sokol, sem odrezal. Torej, cona udobja, ko nas je strah, da je tega sokola leteti, to je tveganje, ampak tudi napredovalni, tako prepogosto mogoče ostanemo mi v coni udobja. Koncept zdrave kmečke pameti in skozi zgodbe ga v bistvu pogosto najbolje dojamemo in sprejmemo. Med vašimi 10 nasveti je tudi osmišljanje trpljenja. To področje se mi zdi eno težjih, zato ker je zelo težko včasih sprejeti, zakaj se nam res težke stvari lahko zgodijo in se tudi dogajajo. Je prava knjiga, prava beseda, kdaj pomoč pri tem? Ja, to pišem pod 5. zapovedjo, ki ga začenjam z spisoma 2 mater, ki sta izgubili 17-letna sinova v prometni nesreči. Ena ga je pravkar, ena pa pred 2 letoma in ni mogla še prenehati z žalovanjem. Psihiater Viktor Frankl pravi, da je treba v vsakem utrpljenju najti smisel, ker trpljenje samo po sebi ga nima.
In potem lepo opisuje, kako je k njemu v ordinacijo prišel nek starejši zdravnik, ki še po 2 letih ni mogel preboleti smrti svoje žene. In Frankl potem piše, da ni nič govoril, ampak je samo vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi umrla vaša žena prej. Joj, to bi jo potrlo, ne. Je rekel, no vidite, gospod, to trpljenje ste ji prihranili, ampak sedaj pa plačujete ceno za to, ne. In je bil ves pomirjen in je mu stisnil roko in odšel. In res, ko se nam kdo zaupa, ki trpi, takrat moramo čim manj govoriti, čim manj pametovati, ker vsaka bolečina ima neko težo, ima neko skrivnost. In ja, prava knjiga je lahko tih sopotnik, ki mogoče trpljenja ne odpravi, mu pa da pomen. Res je, včasih samo nekaj pravih besed iz prave knjige spremeni življenje. Kot ste že omenili, knjigo v drugem delu nekako zaokrožite z 10 nasveti za bolj polno in zadovoljno življenje. Kateri od teh 10 nasvetov se vam zdi najbolj zahtevno področje za uresničevanje? Drugi pravijo, tisti, ki so bili zelo prizadeti v življenju, ki so zelo trpeli, da je zelo težko odpustiti. Meni osebno je najtežje zadnje, zato sem ga kot zadnje napisala, čeprav bi mogoče sodilo kam bolj spredaj. In sicer bodite drugemu sonce, gre pravzaprav za to zlato pravilo, kar želite, da bi drugi storili vam, vi storite njim. In svetov zgled tega je bila sigurno mati Terezija. In hvala Bogu je rekla, ni važno, koliko storite, ampak pomembno je, s kakšno ljubeznijo kaj delate. No, posebna dragocenost te knjige je, da ne gre za neko pametovanje, kot ste rekli, ampak nizanje res tisti stvari, ki se človeka dotakne in so zelo uporabne. Mene ste pa najbolj navdušili s poglavjem oziroma zapovedjo Veliko se smejte. In sicer zato, ker med drugim zapišete, da je smisel za humor mogoče natrenirati, da si je treba to resno vzeti za nalogo, si za to prizadevati in si mogoče kar omisliti kakšno beležko. Res deluje? Ja, tudi meni je to poglavje zanimivo, ne. V bistvu smeh, ne, je zdrav. In smeh je nalezljiv, bolj kot COVID. In v bistvu smisel za humor, to vsi pričakujemo od življenjskega sopotnika, to je baje najpomembnejša lastnost. In ja, če pač nimamo smisla za humor, ga je mogoče natrenirati, da si omislimo kakšno beležko, dnevnik, v katere vsak dan zapisujemo, kaj nas je nasmejalo. In s to tehniko iskanja smeha v bistvu natreniramo. Ja, zanimivo je pa tudi to in priporočljivo, da imamo kakšno mapo, v katere dajemo šale, vice. Priporočljivo je, da bi jih imeli vsaj 5 vedno na zalogi. In če porabimo kakšnega, ga potem zamenjamo z novim. No, če že o tem govorimo, vic kakšen, recimo kratek. Oče zdravnik je vprašal svojo hči, si povedala svojemu fantu, da se mi ne zdi pravi zate. Sem. In kaj je rekel, je zanimalo očeta zdravnika? Da to ni tvoja prva napačna diagnoza. Dobro je, da se znamo tudi, in to se mi zdi bistveno, iz svojih lastnih napak malo ponorčevati oziroma jih obrniti na vic. Recimo, mož je prišel iz ribolova, poln rib.
Žena ga je sumničavo pričakala pred vrati in mož jo je vprašal, zakaj ga tako grdo gleda. In zaupala mu je, da ga je soseda videla v ribarnici. Pa se je možakar znašel in rekel, seveda me je, ujel sem toliko rib, da sem jih pol takoj prodal. A ne, dobro je, ne, da prikrivamo kakšne slabe svoje strani, a ne, ampak da jih na vic obrnemo. Mislim, da je to najboljše. Jaz bi že samo zaradi tega kupila to vašo knjigo, namreč v nobeni doslej še nisem zasledila takega praktičnega, koristnega in konkretnega navodila, kako postati ne ravno stand-up komik, ampak nekdo, ob katerem se ljudje radi družijo, se zabavajo in si iščejo njegove družbe. Za konec mogoče eni imamo srečo, da pač vidimo kozarec na poln, drugi pa smolo, da v tem vidijo pač pol prazen kozarec, kot rečemo, se pravi, z nekim karakterem, z nekim nagnjenjem se že rodimo. To, da nekateri vidijo vedno nekaj slabega, to je evolucijska prednost, zaradi katere smo preživeli. Tisti, ki so v pradavnini videli samo rožice, niso, ker so spregledali kakšno žival, ki jih je pohrustala. Kaj bi svetovali ljudem, ki bi si želeli nadeti druga očala, ki bi si želeli bolj zavestno prizadevati, videti kaj pozitivnega v življenju in bi s tem verjetno že takoj zastavili temelje za boljše življenje? Ja, to je pa prva zapoved, ki se mi zdi pomembna, ki se glasi, bodite hvaležni, mislite pozitivno. Psihologi ugotavljajo, da je zelo pomembno ta nevidni ključ do zadovoljstva, hvaležnost. Saj vsi poznamo primer ljudi, ko imajo vsega dovolj in bi bili po naših kriterijih lahko srečni, zadovoljni pa niso. Poznamo pa tudi kakšnega človeka, ki je mnogo pretrpel, so ga doletele mnoge nesreče, pa je srečen, zadovoljen, ne? In psihologi pravijo, da je hvaležnost, ta nevidni ključ. In to, kar ste vi omenili, da vidimo kozarec na pol poln ali pol prazen, Don Pierino, ki je mnogim pomagal iz odvisnosti, je opazil, da so nekateri pravi specialisti črnih lukenj. Ko pokažeš na papirju črno luknjo, opisujejo in vidijo samo črno luknjo, vso belino okrog pa nič. Torej, zelo pomembno je, skozi kakšna očala gledamo. In recimo dva zapornika sta gledala skozi iste line in eden je videl blato, drugi pa zvezde. Ali pa ena starejša gospa se je stalno razburjala, ko je gledala, kako soseda njena rjuhe in perilo umazano suši, obeša tam zunaj. Vse dokler je niso opozorili, da ima sama umazana okna. Zato je dobro, da očala kdaj zamenjamo. Se pravi, to, kar sem že omenila, to se mi zdi eno pomembnih spoznanj, torej, da ljudje in dogodki nimajo moči, da me prizadenajo. Prizadenajo nas vselej naše misli o tem. Se pravi, dobro je te negativne misli spremeniti in potem je svet lep. In s to mislijo bomo nekako zaključili in to odnesli s seboj domov. Hvala lepa, doktorica Brigita Perše. Barbara, a ti zdaj veš, kaj pomeni, če je sreča zaljubljena vate? Vem, Saška, to pomeni, da smo ljubljeni točno takšni, kot smo. Da smo lahko zvesti sami sebi, da smo povezani z ljudmi, ki jih imamo radi, da čutimo notranji mir, hvaležnost in svetlobo v sebi, iz katere lahko potem rastemo. Pa ti, Saška, a ti veš, kakšna je prijateljica, ki na ves glas rečeš, tako si krasna? Vem, imam jih nekaj, hvala.
brez napovedi pozvoni, ko jo najbolj potrebuješ, spije kavo, brez šminke, kupi šopek tulipanov, ker jo pač ne govorijo, medtem ko kupuje kruh. Predvsem pa ve, da imaš še prostor za eno knjigo, čeprav je tvoj kup velik že skoraj kot ljubljanski Nebotičnik. Dragi gosti, hvala za to res prisrčno srečanje. Spoštovano občinstvo, hvala za obisk in vašo pozornost. Danes sta knjigi seveda ugodnejši, zato se obdarite s tistim, kar cvetli dlje. Najlepša hvala in ponovno dobrodošli. Da bi imeli čim več prijateljic, ki bi jim lahko rekli, tako si krasna, in da bi bila sreča vedno zaljubljena v vas.